Spoštovani, v dvorano prihajajo praporščaki s praporom Zveze veteranov vojne za Slovenijo in manevrske strukture narodne zaščite. Pokrajinski prapori 13 slovenskih pokrajin: Ljubljana, Ljubljana okolica, Notranjska, Zahodna Štajerska, Posavje, Dolenjska, Primorska, Gorenjska, Vzhodna Štajerska, Severna Primorska, Pomurje, Zasavje in Koroška. Zatem sledi himna Republike Slovenije, ki jo za spremembo zapojmo skupaj z moškim pevskim zborom Vres. Praporščaki, mirno! Častni pozdrav! Živi nasi narodi, ki krepeni dočaka dan, da konec sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak rozbo zakne vrat, leso se bo mejak. Da rojak rozbo zakne vrat, leso se bo mejak. Leso se bo mejak. Mirno! Danes, mor. Spoštovani gostje, dober dan. Na glavnem zboru Zveze veteranov vojne za Slovenijo v letu, ko praznujemo tudi 25-letnico manevrske strukture narodne zaščite. Danes ste na Koroškem, v zakladnici presenečenj, med Pohorjem, Dravo in Karavankami. In kot pravijo, čarov Koroške ne smemo iskati v veličastnih momentih, temveč v drobnih dragocenostih, ki sta jih izoblikovala narava in človek, družno ali vsak zase. Danes poseben pozdrav namenjamo naslednjim gostom. Generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske. Marjan Dolinšek, podpredsednik odbora za obrambo Državnega zbora. Predstavniki koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Generalmajor dr. Aloj Štejner, predsednik Zveze slovenskih častnikov. Dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih združenj Sever. Župan občine Mežica, gospod Dušan Krebel.
in županja občine Črna, magistrica Romana Lesjak. Pozdravljam pa seveda tudi predsednika območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Mežiške doline, Zdravka Moličnika. In lep pozdrav, spoštovane veteranke, spoštovani veterani in spoštovani visoki gostje. Lepo vas je videti tu v Mežici in moj namen je, da vam danes ukratko predstavim naše združenje, še posebej pa bi pozdravil tudi dr. Matica Tasiča, župana občine Prevalje. Naše združenje veterani vojne za Slovenijo šteje okrog 550 ljudi, borcev in članov, ki smo imeli nalogo v letu 1991, da zavzamemo mejo med Dravogradom in Logarsko dolino. V naših bojih, ki smo jih skupaj izoblikovali z domačini, policisti in teritorialci, smo do 31.6. spraznili kompletne stražnice, seveda z hudim bojem na Holmecu. Še danes smo ponosni na to, kar smo storili in verjamemo, da ta ponos delijo z nami tudi občani in krajani te naše domovine. Prav lepo bi pozdravil tudi in se zahvalil posebej župana Mežice, da nas je sprejel, velikodušno ponudil prostor in upam, da se boste počutili pri nas prijetno in lepo. Ravno tako je moja dolžnost, da pozdravim res čudoviti pevski zbor z dolgo zgodovino in pa pihalni orkester, ki bo nastopil kasneje. Kot del organizatorja se vam moram malo opravičiti, ker vmes, ker je velik oder, pa mali oder, bo prišlo morda do kakšnega šuma. Bodimo toliko strpni, da bomo to tudi prenesli. Zboru želim uspešno delo, gostom pa dobrega počutja in tovariškega srečanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Za besedo prosim tudi župana občine Mežica, gospoda Dušana Krebla. Prosim. Spoštovani predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, gospod Ladislav Lipič, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, spoštovana županja občine Črna na Koroškem, gospa Romana Lesjak, ter kolega iz Prevalj, dr. Matic Tasič, spoštovani veterani vojne za Slovenijo. Vsi prav lepo pozdravljeni in dobrodošli pri nas tu v Mežici. Veseli nas, da se letos vaš glavni zbor odvija prav pri nas na Koroškem, v Mežiški dolini, saj je v vseh nas še kako živ spomin na dogodke izpred 24 let na Holmec, Dravograd ter ostala žarišča v samosvojitveni vojni, v kateri ste prav vi odigrali najbolj pomembno vlogo. Že takrat, kot tudi sedaj, v okviru vaše stanovske organizacije, ste vaše poslanstvo gradili na temeljih vrednot domoljubja, svobode, samostojnosti in demokracije. Za vse to ste bili pripravljeni žrtvovati tudi svoja življenja. Za vse, kar ste dobrega storili za vse nas, za naš narod, smo vam neizmerno hvaležni in zato si zaslužite tudi iskreno spoštovanje. Kot rečeno, danes vas gostimo v Mežici, v eni izmed 12 občin Koroške regije. Naše mesto je prav gotovo najbolj poznano in prepoznavno po več stoletni rudarski tradiciji
saj nam posamezni zgodovinski drobci sporočajo, da so rudna bogatstva pod Peco izkoriščali že v poznem srednjem veku. Prvi pisni vir sega v letu 1665 in tako letos obeležujemo visoko 350-letnico rudarjenja v Mežiškem rudniku. Aktivno se sicer ne rudari več, smo pa v spomin na čase rudarjenja odprli in uredili turistični rudnik in muzej, ki je poleg spečega kralja Matjaža v votlini na gori Peci zagotovo največja turistična posebnost Mežice, Mežiške doline, Koroške krajine in tudi Slovenije. Saj je v podzemlju Pece poleg Perkmanica, ki rudnika ni nikoli zapustil, življenje še vedno živo. Ob tej priložnosti vas prijazno vabim, da si naše podzemne pece kdaj tudi sami ogledate. Prav gotovo si je v našem kraju vredno ogledati še veliko zanimivosti. Od stavbe naše osnovne šole, ki je izrednega zgodovinskega, arhitekturnega in kulturnega pomena, čebelarske zbirke, mestnega trga s spomenikom rudarju, ki ga je izdelal akademski kipar Stojan Batič, in še kaj se bi našlo. Domačini smo zelo ponosni tudi na našo zeleno okolico, okoliške hribe in na našo goro Peco. Gozdovi so pripredeni številnimi gozdnimi cestami, ki pohodnikom in kolesarjem omogočajo, da izbirajo med različno zahtevnimi potmi. Zatorej, že danes prijazno povabljeni, da se k nam še kdaj vrnete in sporočamo vam, da ste dobrodošli. Spoštovani veterani, želim vam, da današnji glavni zbor zaključite uspešno, da se med nami počutite dobro, ter da se danes domov vrnete varno ter z najlepšimi spomini. Hvala lepa. Naj vam še enkrat izrečem dobrodošlico na Koroškem. In natanko 7,1 kilometra je od tukaj, kjer smo zdaj, in do Holmca, kjer je med 27. in 29. junijem leta 1991 potekal spopad za mejni prehod. In kot dobro veste, je Slovenija v spomin na dogodke spopada ustanovila spominski znak Holmec, ki so ga prejeli udeleženci spopada. A vrnimo se v Mežico, kraj pod Peco, kjer spi kralj Matjaž. Kraj, kjer so se, kot ste slišali, nekoč bohotili rudniški rovi in kjer ravno v tem letu praznujemo bogatih 350 let rudarjenja v Mežici. In ker ste na Koroškem, naj vam na kratko orišem ta del naše zgodovine, čisto po naše. V Mežic je val čas knaparija. Naši pradedi so v jamah 350 let kopali svinc pa cink. Don so rovi zasuti, se ne splača več kopat, ko ni tej krude. Smo pa zato v jamo za turiste odprli. So taki lori, ali pa vlaki, da boste bolj zastopli, se vlak zapeljete globoko nad podzemljo med Perkmandelce. Je čudno fajn, morate probat. V Mežici nobenmu ni dolgcajt, nikoli. Uvek se da prehodit, uvek se da uvidet, uvek se da probat, dorih reči. Od kočovih nudelnov, pa do rpičeve župe, pa zabeljene z grumpam, što ne smemo pozabiti, no zraven pa jemo ta prav, ta dober ržen kroh. Drugač pa smo kar fajn ljudi, zato pa pridite še kdaj k nam, don se mejte pa čim bolj fajn. Vreme je že dobro. Z nami je moški pevski zbor Vres, ki daleč naokoli velja za pojem tovrstnega zbora. Ime mu je dal ugledni profesor in pisatelj dr. Franc Sušnik in ponazarja povezanost različnih ljudi, tako kot so povezani cvetovi v tej čudoviti in za Koroško značilni rastlini.
Moški pevski zbor je zagotovo eden najboljših zborov in znanilcev kulture v Sloveniji. Vodi ga Helena Buhvald-Gorenšek, danes pa bodo samo vam v čast zapeli pesem Benjamina Ipavca Domovini in venček Koroških Mi smo mi. Io
Jozepa Preszu, Jozepa Preszu, Jozepa Preszu, Jozepa Preszu, k mojci uvis. Mojce pa jezna, mojce pa jezna, mojce pa jezna, mojce pa jezna, ma Jozej samo špas. Čisto neč, več vlivna, najadeč, čisto neč, ničla pa brevzitna. Čisto neč, več luma. Vlivna neč, luma neč, maže druga kupa. Preljuba projarina, na vode takle sina, če hočeš moja bita, se moraš veseliti. Oj ti presnitalina, ti nisi takle sina, ti nočeš me ljubiti, ti nočeš moja bita. Oj Lina, Lina, oj Lina, ti moraš me ljubiti, ti moraš moja bita. Oj Lina, Lina, oj Lina, ti moraš me ljubiti, ti moraš moja bita. Pa vrš! Hvala lepa. K pozdravnemu nagovoru vabim predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Ladislava Lipiča. Spoštovane veteranke, spoštovani veterani, spoštovani gospod župan, spoštovani gostje, prijatelji iz Koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij, dovolite mi, da se najprej v imenu vseh nas zahvalim gospodu županu, našemu gostitelju, za njegovo predstavitev tega zanimivega, simbolno zelo močnega kraja, Mežice, Pece, Kralja Matjaža in seveda tudi ostalih značilnosti. Prav tako velja zahvala tudi našim kolegom iz veteranske organizacije območnega združenja, ki so se potrudili, da imamo danes tako lep uvod v naš glavni zbor. Člani veteranov vojne za Slovenijo, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, imamo danes svoj letni glavni zbor, na katerem bomo obravnavali rezultate našega lanskoletnega dela in seveda tudi govorili o delu v letošnjem letu. V tem uvodnem delu želimo slovesnostjo obuditi spomin na obdobje osamosvajanja slovenske države in še posebej na oboroženo podporo osamosvojitvenim procesom, v katerem smo imeli čast in seveda privilegij sodelovati. Pred dnevi smo se spominjali 25-letnice prvih večstrankarskih volitev in s ponosom ugotavljali, da nam je uspel organiziran in nenasilen prehod iz enopartijskega sistema v večstrankarski sistem. V naslednjih dnevih in mesecih bo priložnost obuditi spomin še na druge pomembne zgodovinske dogodke. 100 let je minilo od največjega spopada na slovenskih tleh, to je Soške fronte, 70 let od konca druge svetovne vojne in zmage nad fašizmom in nacizmom. Ob
Potem ne smemo pozabiti izredno pomembnega dejanja, ko je bila onemogočena popolna razložitev teritorialne obrambe in zato 17. maja 1990 praznujemo Dan veteranov vojne za Slovenijo. V letošnjem letu bomo praznovali tudi 25 let od formiranja in delovanja tajne in vojaško organizirane strukture, poimenovane manevrska struktura narodne zaščite. Prav tako se bomo spomnili začetka delovanja prvega republiškega štaba teritorialne obrambe, ki je bil neposredno podrejen predsedstvu Republike Slovenije. In v spomin na oba dogodka bomo v Ljubljani 4. oktobra letošnjega leta organizirali osrednjo slovesnost, na kateri se bomo spomnili neponovljivosti tistega časa. In prvič bomo izgon zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade praznovali kot državni praznik pod imenom Dan suverenosti. Ta praznik je prvo priznanje teritorialcem in policistom ter vsem, ki so z orožjem v roki branili odločitev slovenskega naroda, da želi živeti v lastni in samostojni državi. Vse navedeno govori o uporništvu slovenskega naroda, o njeni bogati vojaški zgodovini, na kar moramo biti in tudi smo ponosni. Posebej to velja za vse tiste, ki smo z orožjem v roki ali na kakršenkoli drug način sodelovali v obrambi svoje domovine in bili njeni branitelji. Zato se vseh teh zgodovinskih dogodkov spominjamo s ponosom, spoštovanjem in samozavestjo. Posebej ponos in samozavest je tisto, kar danes pogrešamo in bi v teh zahtevnih časih marsikomu pomagala razumeti zapletenost časa in razmer, ne samo doma, pač pa tudi v evropskem in svetovnem merilu. In pravilnemu razumevanju časa in razmer bi bile primerne tudi odločitve, ki imajo lahko daljnosežne posledice za nas in za naše zanamce. V 90-ih letih smo razumeli proces demokratizacije vzhodne Evrope in razumeli, kaj pomeni padec Berlinskega zidu, razumeli smo konec hladne vojne in krvave dogodke na tleh bivše Jugoslavije, pravočasno smo dojeli, da je naše mesto v družini evropskih demokratičnih narodov in da bomo povečali svojo varnost v političnem in vojaškem zavezništvu NATO. Kaj pa danes? Samodestruktivnost navznoter in neodločnost ter priklanjanje našim evropskim partnerjem tudi takrat, ko bi morali odločno zagovarjati interese lastne, suverene države Slovenije. Sedaj beremo nove znanstvene izsledke in poslušamo prepričevanja, da Slovenci nismo ne kulturno in ne politično ljudstvo in tudi ne narod, ampak le skupek mnogih ostankov zaključnih ljudstev. Razprave o vzrokih in povzročevalcih naše finančne izčrpanosti so prepustile prostor razpravam o tem, da je potrebno razprodati državno premoženje, ker je država slab gospodar. V 90-ih letih smo vedeli, kaj pomeni lastna kritična infrastruktura in kaj le-ta pomeni v miru in še posebej v izrednih razmerah. Danes zaradi strankarskih in osebnih interesov tega ne vidimo ali nočemo videti. Zato je stališče vojnih veteranov do razprodaje kritične infrastrukture jasno in smo to jasno zapisali tako v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, kot tudi v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever in javno izrazili o prodaji aerodroma Ljubljana. Vojni veterani na takšno početje pač gledamo z očmi ljudi, ki so preživeli vojne razmere in vedo, kaj kritična infrastruktura za delovanje obrambnih sil pomeni in zato je naša dolžnost in seveda tudi pravica, da na to opozarjamo. Spoštovani, dovolite mi, da se zahvalim za vašo današnjo prisotnost še enkrat. Hvala tudi za odlično sodelovanje z vsemi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, združenimi v koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Hvala Ministrstvu za obrambo in Republike Slovenije in Slovenski vojski za vso podporo našemu delu. Hvala Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kjer so vsa minula leta korektno upravljali svoje delo in tako olajšali delovanje veteranskim in domoljubnim organizacijam. In hvala vsem lokalnim skupnostim, svetnikom in županom za njihovo podporo in pomoč in hvala vsem vam, vojnim veterankam in vojnim veteranom, za vse upravljeno delo v območnih združenjih Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Naj ne bo nikoli pozabljeno. Hvala.
besedi vabim načelnika generalštaba Slovenske vojske, generala Andreja Ostermana. Spoštovani predsednik Zveze vojnih veteranov za Slovenijo, general Ladislav Lipič, spoštovani župan občine Mežica Kreber Dušan, spoštovane veteranke, veterani in ostali gostje, v posebno zadovoljstvo mi je, da vas lahko na vašem glavnem zboru pozdravim v imenu Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, v imenu Slovenske vojske in tudi v svojem imenu. Zveza vojnih veteranov za Slovenijo je pomembna veteranska in stanovska organizacija. Delujete že 22. leto in tako krepite domoljubje, rodoljubje, ohranjate spomin na vojno 1991 in druge pomembne zgodovinske dogodke. Zlasti pa je pomembno to, da vse to prenašate tudi na mlajšo generacijo. Letošnje leto je še posebej pomembno za vse nas, saj obeležujemo 25. obletnico prvih demokratičnih večstrankarskih volitev, ustanovitev manevrske strukture narodne zaščite in sprejem ustavnih amandmajev, s katerimi je Republika Slovenija prevzela urejanje teritorialne obrambe, imenovanje komandanta teritorialne obrambe in način služenja vojaškega roka in druga vojaška vprašanja in vojaške obveznosti. To so bila pomembna dejanja, ki so omogočila, da smo lahko v času priprav in kasneje v vojni za Slovenijo ustvarili učinkovit oboroženi obrambni sistem, ki sta ga tvorila teritorialna obramba in milica, podpirala so ga pa tudi ostali državni organi in inštitucije in slovenski narod. Tako smo skupaj obranili našo mlado, novo nastalo državo. V posebno zadovoljstvo mi je tudi, da sem vas nagovoril tukaj, na Koroškem, kjer so starešine teritorialne obrambe, tudi Slovenske Konjice, v sodelovanju s skupščino občine Slovenske Konjice v svojem dokumentu dne 17.5.1990 med drugim tudi zapisali. Pripričani smo, da predaja orožja pomeni razorožitev teritorialne obrambe in s tem tudi slovenskega naroda, kar pomeni grob poseg v suverenost slovenske državnosti in protidemokratičnim spremembam v naši republiko. In zato ukrepu odločno nasprotujemo. Orožja zato niso predali, tako in podobno so ravnale tudi nekatere druge občine in štabi teritorialne obrambe širom Slovenije. Zato je prav, da se spomnimo tudi teh dogodkov, od katerih mineva letos tudi 25 let. V Slovenski vojski se zavedamo velikega pomena delovanja Zveze vojnih veteranov za Slovenijo. Zato vaše delovanje tudi podpiramo z različnimi aktivnostmi v okviru letnega načrta sodelovanja. Naše sodelovanje je odlično, verjamem in prepričan sem, da bo ostalo tako tudi v prihodnje. V zaključku bi se vam rad zahvalil za uspešno sodelovanje s Slovensko vojsko ter vam zaželel uspešno delo v tem letu. Želim vam prijeten dan. Hvala. Hvala lepa. Spoštovani, najavljam simbolno veteransko dejanje in s tem pozdravljam glavnega prapoščaka Dominika Grmeka in podpredsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo Marjana Grabnarja, ki bosta to dejanje tudi izvedla. To je svečano veteransko dejanje miru, svobode, neuklonljivosti, zmage, ponosa, spomina, opomina. Ustanite, prosim. Tukaj smo zato, ker nas druži ljubezen do doma, družine in domovine, ker spoštujemo hrabrost, poštenost, čast in resnico, ker želimo in delamo v dobro naše domovine Republike Slovenije. Ta miza z 4 nogami je simbol trdnosti in dokončne vpetosti Slovenije v zemljevid Evrope in sveta. Prazen stol je simbol veteranov vojne za Slovenijo, ki jih ni več med nami.
spomnite se jih in prisluhnite bitju svojega srca, ki naj utripa v tem trenutku za njih, ki jih več ni. Naj bodo večno v našem spominu. Bel prt na mizi je simbol čistosti in neomadeževanosti naših misli ter dejanj. Ta kamen z našega očaka Triglava je simbol naše trdne odločenosti, da na tem slovenskem prostoru obstanemo. Rdeč nagelj je simbol spomina na vse tiste, ki so v vsej zgodovini prelili kri za slovensko domovino. Vaza čiste vode pa je simbol solza njihovih najdražjih. Ščepec soli in vejica pelina sta simbola bolečine in grekobe družin padlih. Bodalo je simbol boja, poguma, hrabrosti in zvestobe tistih, ki so se bojevali za samostojno Slovenijo. Kozarec rdečega vina je simbol spomina na vse, ki so se bojevali za Slovenijo. Zato prva zdravica naj velja vsem tistim, ki so padli, umrli in prelili kri za domovino, za solze njihovih otrok, žena, mater in očetov. Druga zdravica naj velja vsem, ki so v vsej zgodovini delovali v dobro slovenstva. Tretja zdravica naj velja vsem tukaj zbranim. Ostanek vina je žarek upanja veteranov, da nam bosta čas in prostor vendarle dala vsaj del topline in priznanja za naša dejanja, dosežke in posledice. Sedite, prosim. Hvala. Spoštovane dame in gospodje, čas je za slavnostno podelitev priznanj. Zato na oder vabim predsednika Zveze veteranov Ladislava Lipiča in generalnega sekretarja Mitjo Jankoviča. Zveza veteranov vojne za Slovenijo ali v nadaljevanju ZVVS vsako leto podeljuje najvišja priznanja svojim najzaslužnejšim članom ZVVS, ki so svojim požrtvovalnim delom in z največjo angažiranostjo doprinesli k prepoznavnosti, razvoju in boljši aktivnosti veteranske organizacije. Zato na oder vabimo naslednje prejemnike najvišjih priznanj ZVVS. Prejemniki priznanja Zlata plaketa so Albin Gutman, Marjan Grabnar, Jože Ribič, lahko zaploskamo. Vse dobitnike zlate plakete prosimo, da se postavijo na odru. Dobitnik zlate plakete, tudi Joško Erjavc. Jože Roškar.
Jože Klofutar. Janko Blakšič. Jože Ladiha. Friderik Marič. Zdenko Hriberšek. Za njim Milan Ošep. In na oder po zlato plaketo prihaja tudi Mera Gorenšek. Potem Alojz Cajnko. In za njim Zvone Benko. Božidar Šober. Slavko Malešič. Jože Temnikar. Tomo Pančur. Radoslav Biličič. In po zlato plaketo prihaja tudi Anton Jelenič. Priznanje zlata plaketa se podeljuje članicam in članom za izjemno prizadevno in dolgoletno delo znotraj organov ZVVS, za izjemne zasluge, pomembne za izgradnjo, razvoj in prepoznavnost ZVVS, veteranstva doma in v tujini, ter za uspešno krepitev in utrjevanje veteranske organizacije na mednarodnem, državnem, regijskem in lokalnem nivoju. Na oder vabim prejemnika priznanja red 3. stopnje, Marjana Platišo in Jožeta Veluščka. Priznanje red 3. stopnje se podeljuje najzaslužnejšim članom
za uspešno 5 in večletno delo v organih ZVVS, PO in OZVVS, ki je pomembno vplivalo na razvoj izgrajevanja, delovanja in uveljavljanja ZVVS, PO in OZVVS na državni, regijski in območni ravni. Vabim prejemnike priznanja red prve stopnje. Dr. Tomaža Teropšiča. Valterja Baldaša. In Marka Miliča. Priznanje red prve stopnje je priznanje, ki se podeljuje najzaslužnejšim članom za uspešno 10 in večletno prizadevno in ustvarjalno delo v organih ZVVS, pri čemer ima prejemnik izjemne zasluge pri razvoju, izgrajevanju in uveljavljanju ZVVS na državni ravni in tujini. Zlati znak. Gospod Miha Molan. Gospod Miha Molan je večletni nekdanji predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Z njegovim nastopom vodenja Združenja Sever se je bistveno izboljšalo sodelovanje med ZVVS in Združenjem Sever, ki je preraslo v vzorno sodelovanje na republiškem nivoju. Obe zvezi sta od njegovega predsedovanja nastopali skupno v akcijah, ki zadevajo veterane tako na skupno organiziranih proslavah, komemoracijah, kot tudi pri doseganju pravic vojnih veteranov pri državnih inštitucijah. Za odlično sodelovanje med ZVVS in Združenjem Sever se Mihi Molanu podeli priznanje ZVVS Zlati znak. Vsi in vsak posebej, ki danes stojijo na tem odru, je dal svoj največji doprinos, da organizacija vsako leto deluje boljše, je prepoznavnejša v družbi, številčnejša in veliko bolj cenjena kot nekoč. Njihovo delo temelji predvsem na prostovoljnosti, pripadnosti organizaciji, tako na lokalnem kot na zveznem nivoju. Tvorno delo v organih zveze in velika mera potrpežljivosti in kolegijalnosti je našo organizacijo v vseh letih obstoja in delovanja pripeljala do sedanjega stanja organizacije. Brez naših današnjih prejemnikov priznanj njihovega dela nedvomno ne bi dosegla sedanjega nivoja. Spoštovani prejemniki najvišjih priznanj, iskrene čestitke vsakemu posebej in hvala vam za vaše neprecenljivo opravljeno delo. Še enkrat čestitke in uživajte v programu še naprej. Spoštovani, dvorano Narodnega doma v Mežici bodo zapustili praporščaki.
čas, da povabim na oder goste k besedi, prosim. Spoštovane veteranke in veterani vojne za Slovenijo, gospe in gospodje, spoštovani gostje, spoštovani predsednik, gospod Vladislav Lipič in drugi prisotni, lepo in z velikim spoštovanjem vas pozdravljam na današnjem glavnem zboru Zveze veteranov vojne za Slovenijo v svojem imenu in imenu Zveze policijskih veteranskih društev Sever oziroma Združenja Sever. V veliko zadovoljstvo mi je, da sem se lahko udeležil vašega glavnega zbora in da vas lahko pozdravim tudi po pooblastilu društva Tiger v imenu Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, kateri trenutno predseduje predstavnik društva Tiger. Spoštovani, dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem veterankam in veteranom vojne za Slovenijo za podporo v vodstvu Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, saj sta ti dve organizaciji morale v lanskem letu večkrat ostro in javno odreagirati na nekatere dogodke in aktivnosti, ki nam niso bili všeč, ali če lahko rečem, da smo pristojno opozarjali, da se veterani vojne za Slovenijo in policijski veterani oziroma veterani 91 nismo borili z takšno državo, kot jo imamo. Jasno smo povedali, da se bomo oglašali in tudi oglašali smo se, ko nam nekatere rešitve oziroma aktivnosti niso bile všeč. O teh nam nesprejemljivih rešitvah pristojnih organov smo v okviru Kodvosa obvestili na skupnem sestanku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja z vašim predsednikom, pa smo v teh zadevah seznanili ustno in pisno tudi predsednika vlade Republike Slovenije dr. Miroslava Cerarja. V tem času smo storili več zadev, jaz jih sedaj ne bi razlagal na široko, kajti nekaj jih je omenil že vaš predsednik v svojem slavnostnem govoru. Omenil je tudi dan suverenosti. Moram povedati, da smo se odločno odprli nekaterim zadevam, kot so pridobitev statusa delovanja v javnem interesu na področju vojnega veteranstva za Zvezo za vrednote slovenske osamosvojitve, da smo v državnem odboru za obrambo in delo ostro odreagirali na nekatere poskuse zavajanja javnosti oziroma v zvezi z finančnimi zadevami in rešitvami, tako da ne bi vsega tega našteval. Seveda, kar sem povedal, pa sem omenil predvsem zato, ker so tukaj prisotni tudi predstavniki drugih veteranskih in domoljubnih organizacij oziroma zvez, s katerimi dobro sodelujemo in so podobnega mnenja na teh področjih. Zato se vam vsem veteranskim in domoljubnim organizacijam zahvaljujem, zlasti seveda veteranom vojne za Slovenijo, za plodno sodelovanje, za željo, da tako ostane tudi naprej in da bo sodelovanje takšno kot je ali da ga še izboljšamo. V zadnjem času sem bil tudi na več občnih zborih naših društev in pripričal sem se, da je sodelovanje z drugimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami na regionalnem in nižjem nivoju tudi izjemno dobro. Hvala seveda vsem za takšno ravnanje. Na zaključku pa naj omenim, da smo proti koncu leta 2014 skupaj z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo podali predlog državnemu zboru, da bi se praznovanje odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije spremenilo v državni praznik. To je omenil danes že predsednik, jaz sem bil v tej priložnosti rad zahvalil gospodu Dolinšku, vašemu podpredsedniku, ki je ta postopek v državnem zboru tudi izpeljal. Spoštovani, tudi letos je pred nami veliko izzivov in nalog. Naj omenim samo 25. obletnico manevrske strukture narodne zaščite in dan suverenosti. Pripravljati pa se bomo morali tudi za drugo leto, ko bomo med drugim pomembno obeležili 25. obletnico osamosvojitvene vojne oziroma samostojnosti Republike Slovenije. Jaz se oproščam, ker bom moral sedaj zapustiti ta vaš glavni zbor, ker sem imel že za danes ob 12. drugo obvezo izpred 2 mesecev, zato vam želim, da bi vaš današnji glavni zbor potekal čim bolj konstruktivno, s ciljem oceniti vaše enoletno delo in da bi bila sprejeta program in finančni plan, ki boste zagotavljali vse tako uspešno delo, kot ste ga opravili v lanskem letu. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedi še kakšnega gosta povabimo.
drage veteranke, veterani, spoštovani gospod predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, cenjeni župani, cenjeni ostali gostje. Dovolite, da vas tudi jaz v svojem osebnem imenu in imenu Zveze slovenskih častnikov lepo pozdravim na letošnjem glavnem zboru. Želel bi izraziti zahvalo in čestitko za opravljeno delo in zahvalo za to, da ustrajate. Veliko med vami je takšnih, ki aktivno sodelujejo v obeh organizacijah. Kdo bi rekel, da je to nepotrebno, da imamo toliko organizacij, kdo bi rekel tudi, da sploh teh organizacij ne rabimo, to govorijo zlasti tisti, ki te organizacije označujejo z kontinuiteto. Jaz mislim, da je pomembno, da vztrajamo, jaz mislim, da je pomembno, da se ohrani vojaško-zgodovinski in siceršnji spomin in prispevek, ki smo ga dali k samostojni Sloveniji. Leto 2015 je posebno, in to je bilo danes že povedano, o tem, da pravzaprav praznujemo vrsto obletnic. 70. obletnico zmage nad nacizmom in fašizmom in 25. obletnico manevrske strukture narodne zaščite, in jaz bi si upal dodati začetka priprav za osamosvojitev. V teh dveh obletnicah je pa še ena skupna značilnost. Pred 70 leti in pred 25 leti smo v mesecu maju dobili novo oblast. Obakrat je iza te oblasti bilo veliko pričakovanje, da bo poštena in dobra za ljudi. To pričakovanje in ta želja ostaja še zmeraj. Sodelovanje med Zvezo veteranov vojne za Slovenijo in Zvezo slovenskih častnikov je tradicionalno dobro. Dogovor, ki smo ga podpisali lansko leto v Obretanovem, se uresničuje na številnih področjih, ne samo na ravni zveze, ampak še bolj v lokalnih okoljih, in zato se vam zahvaljujem in vam čestitam. Ena od teh skupnih aktivnosti, ki jih delamo, Zveza slovenskih častnikov, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever, bo kmalu tudi na planu, in sicer bo to v obliki priročnika za svečanosti, slovesnosti in pa protokolarne aktivnosti, zato, da bi na bolj enoten in bolj učinkovit način kazali odnos do državnih, pa tudi do društvenih simbolov. Želim vam uspešno delo naprej in še enkrat hvala lepa. Hvala lepa. Ob vseh besedah izrečenih ob tem dogodku, na tem odru, pa naj zadoni glasba. Brez naslednjih nastopajočih ni večjega dogodka v kraju, pa tudi širše. Znajo razveseliti in svojim dejanjem tudi orositi kakšno oko. To pomlad bodo praznovali 114. obletnico delovanja. Znajo se poglobiti v velike skladateljske mojstre in pa k strumnemu koraku pospremiti pravzaprav vsakega med nami. Tukaj je pihalni orkester Rudnika Mežica in njihov dirigent Dušan Štrikelj.
Dragi gostje, hvala lepa za vašo pozornost. Uradni in kulturni del vašega zbora je končan. Povabljeni zdaj k kosilu v malo dvorano, vaš delovni del zbora pa se bo nadaljeval ob 12:15. Imejte se lepo na Koroškem, pridite še kdaj in nasvidenje.